Moji začetki so bili zelo nenavadni, kako se je bolezen začela, ko res najprej misliš, da je z mano kaj drugega narobe, da mogoče kakšna napotnica za psihiatrijo ne bi bila slaba. V glavnem, to je bilo 17 let nazaj, ko so se začeli dogajati nečudne zadeve. Namreč moram povedati, da sem jaz imela začetke izpada vidnega polja, se pravi, tam so celice propadle okrog centralnega vida. Se pravi, centralni vid je bil še dober, periferni vid je bil tudi dober, paracentralno, se pravi, okrog centralnega vida pa so bili izpadi. In začelo se je, nočni vid je bil problem, to je druga zgodba, ampak dnevni vid se je začel tako dogajati, da jaz bom povedala primer, ki je tak škoda, ker zdaj ne moramo to pogledati tudi v živo, na kakšnem monitorju. Vi vsi si predstavljate ta gospodinjska korita v kuhinji, kjer odsejamo makarone. In jaz sem predsejala makarone in jaz sem slišala, da en makaron ven pade. Seveda, ker sem v svoji, bi rekla, navadi vzela premehno cedilo, klasika. In jaz sem pogledala v korito in makarona, nič ni bilo tam, Za mene je bilo tisto korito tako kot vedno, prazno, neka voda je bila noter, ni bilo ne belo, ne črno, ne tam, kjer naj bi bil makaron, nič ni bilo. In jaz sem mislila, da imam prisluhe, tako se je začelo. Potem delaš svoje in prideš nazaj čez en par minut in očitno sem jaz v to korito pod drugim kotom pogledala in vidim tisti makaron. No in sem mislila, da zdaj imam pa privide. In to se mi je potem ene parkrat dogajalo in potem sem seveda, enkrat še celo spet z makaronom, ker seveda še vedno sem imela premehno cedilo, In potem sem jaz kot kameleon obračala oči, da bi jaz tisti makaron mogoče, ker zdaj pa sem vedela, da je očitno res padel, videla ga pa nisem, sem obračala oči na vse možne variante, makarona ni bilo nikjer. Zdaj, potem sem prišla spet čez 5 minut nazaj in evo spet tam makaron in sem mislila, da to je pa zdaj res neko prekletstvo. In potem sem jaz to laično zaključila, zdaj vsi tisti, ki še nekaj vidite ali pa tisti, ki še lahko dobro vidite, veste, kako digitalna fotografija deluje. Ko gledaš čez telefon in se vse nekaj premika in rečeš, dajte se postaviti, pa dajte se smejati, in ko pritisneš, slika zamrzne. In slika zamrzne za en hip, da pogledaš, v redu sem naredil, ali pa nisem dobro, dajte še enkrat. In tako se je tudi pri meni, jaz laično to zaključim, pa profesor Pirtošek rekel, če mogoče se motim, slika, ko jaz pogledam, rekla v to korito, mi ta makaron je padel v tisti nek izpad vidnega polja, se pravi, senzori niso zaznali tistega makarona in možgani naredijo idealno sliko z informacijami, ki jih dobijo. Prav makarona ni bilo. Ampak ker slika za nekaj časa zamrzne, jaz z nobenim premikanjem oči nisem tistega makarona našla, dokler nisem šla v stran, da se na nek način resetirajo te informacije, da pod drugim kotom pogledaš in potem sem našla tisti makaron. Seveda druga rešitev je bila potem kasneje, kadar mi je kaj padlo na tla, ali tako, da sem z roko iskala in potem, ko ti z roko to zaznaš, fokusiraš centralni vid in seveda ti takoj zaznaš, to ni problem. Je še tretja rešitev, da imaš malo večje cedilo. Ampak recimo tudi potem pri hoji v zunanjem okolju, zdaj doma, seveda, če mi je kaj padlo na tla, sem našla, nisem našla, sem stopila gor potem, recimo ti pade svinčnik na tla, na preprogo, nikjer ga ni, tistega svinčnika ni. Vzorec preproge je pa popoln. Sprav, moji možgani naredijo idealno sliko. Tistega ni, ne obstaja, za mene ne obstaja. In to sem stestirala tudi v drugih okoljih, kjer ne poznam vzorca, ampak zgleda, da so oči tak fenomen, da ti, ko priješ v prostor v delčku sekunde, vse preskeniraš, vse vidiš in tudi, če je padlo na tla, spet nisem videla. Zdaj v zunanjem okolju se mi je dogajal tudi drug fenomen, zdaj govorim daleč nazaj, ko sem imela še dober centralni vid, zdaj tega centralnega vida še zelo malo in je teh problemov še več. Dogajalo se mi je to, da sem videla ljudi, ki mi prihajajo nasproti, recimo na kakšnem sprehodu, ampak ko so prišli še bližje, so se iz niča, sta se pojavila recimo še 2 psa, en otrok, nekaj, kar prej ni bilo, dobesedno iz niča je prišlo, kot z enega sporednega sveta. In res misliš, da je nekaj s tabo narobe,
dokler pol seveda ne ugotoviš, da je to povezano z vidom. In ta fenomen postaje seveda kasneje z slabšanjem bolj nevaren, tudi zato, ker seveda potem se v bistvu navadiš na to in začneš se drugače gibati. Bolj počasno si, ogledaš si okolje. Jaz sem, bi rekla, takrat sama pri sebi začela skenirati, ne? Jaz ne znam drugače to povedati. Jaz sem, ko sem prišla v prostor ali pa sem šla nekam v neko neznano okolje, sem skenirala in sem probala sestaviti sliko in sem upala, da sem vse sestavila, ne? Zdaj to pri eni taki statični sliki, to gre tudi zdajle, ne? Zdaj ne vidim cel prostor. Jaz mislim, da vidim vse, ne vidim dobro obrazov, niste ostri in tako naprej, ampak jaz imam občutek prostora, se pravi big picture imam, a ne? Mogoče kakšnega detajla ne vidim, zelo težko vidim že obraze, ki jih odprej poznam, jih takoj sestavim, ni noben problem. Problem je dinamična slika, recimo promet, a ne? Jaz kar skeniram, ampak tisti avtomobili pa kar vozijo, a ne? Tako da bi jaz rekla, da nisem prepričana, če imam sliko v realnem času, ali sem res jaz v nekem doglednem času res fokusirala tisto, kar bi res mogla tisti trenutek videti, ali imam zamik. In jaz predvidevam, da imam zamik, kar sem tudi na lastni koži občutila. Tisti, ki ste z Ljubljane, veste, kako je Ljubljana center zdaj lepo urejen, ampak zdaj, ko ne vidiš dobro, pa priti s pošten do name, a ne? Ker ni semaforja. In ti zdaj so avtobusi, pa so kolesarji, in ti gledaš in vsi so že šli česa, ti še kar gledaš, a ne? Pa še vedno se ne počutiš varnega, da bi šel, a ne? Zato vedno grem na semafor, grem raje okoli. Ker ne vem, če sem jaz vse zajela, ne? Če sem vse informacije videla. Seveda, jaz mislim, da sem se zdaj vse spomnila, no, ampak bolj reka ta občutek, a ne, da možgani ti naredijo idealno sliko. Jaz sem tudi padla čez eno betonsko oviro. Popolnoma sem padla in šele pol, ko sem se pobirala, sem jaz ugotovila, čez kaj sem padla. Jaz tistega tam ni bilo, a ne? Se pravi, jaz nisem padla zato, ker nisem videla. Jaz sem padla zato, ker tistega tam ni bilo. Za mene ga ni bilo. Zato moji možgani me niso nič opozorili, a ne? Da moram biti previdna. Jaz sem direkt priletela tja, a ne? In seveda tudi fajn padla.